Govoril bom o branju. To je veščina prevajanja pisnih znakov v pomene. Iznajdba pisave je človeštvu omogočila zanesljivo prenašanje informacij v času in prostoru in s tem je nastal ne samo nek miselni postopek ali kognitivna funkcija, temveč običaj branja, branje kot kulturna praksa. Če se je tvoja simpatija zanimala za Indijo, si še pred kakima 2 desetletjema šel v knjižnico si sposodil kakšnega čarovnikovega vajenca ali kaj takega in potem briliral s poznavanjem teh reči. Danes ni več tako, danes ta ritual ni več takšen. To vidim pri študentih prvih letnikov, ki se jim vse pogosteje uspe prebiti do naslednjega letnika, ne da bi se sploh včlanili v oddelčno strokovno knjižnico. Vzroki so najbrž različni. Glavni je verjetno poplava spletnih medijev, elektronski bralniki, dostopnost besedil, zlasti teh strokovnih besedil, člankov in knjig na telefonih in računalnikih in bralnikih. Zato vsekakor ni nujno, da ljudje manj berejo, čeprav podatki vendarle kažejo, da resnično upada branje knjig, kar kot vidim sami gotovo, ker vas je veliko iz knjižnic, boljše veste od mene. Spreminjajo pa se, in to je gotovo, bralne navade. To je nekaj, na kar moramo biti pozorni. Toda zakaj? Namreč informacije so danes morda res shranjene in dostopne v drugem mediju, torej na spletu in ne več v časopisih, revijah in knjigah, toda še zmeraj jih moramo prebrati. Branje pa je vse skozi ista veščina. No, v tem se mi zdi je zanka. Branje ni vse skozi enako, ampak se spreminja. Isto besedilo, prebrano na različne načine, ima lahko različne pomene, različne učinke, kakor vidimo že z te čisto preproste skice. Branje je lahko praksa na različne načine. Obstajajo torej različni načini branja, ne samo eno branje. Romanov ne beremo enako kot časopisne članke, po spletu ne brskamo enako kot po nakupovalnih seznamih in tako naprej. Ampak, kako je to mogoče? Kako je mogoče, da glede na okoliščine, naše osebne okoliščine, naše osebnostne lastnosti, spreminjamo neko svojo veščino? To je tako, kot če bi se spreminjala veščina vožnje s kolesom, glede na to, ali se vozimo s ponijem ali s specialko. Pri branju tip kolesa torej spreminja način branja. To je mogoče, ker branje ni človeku prirojena, gensko ali kako drugače pogojena veščina, temveč skozi kulturno evolucijo pridobljena in skozi mukotrpno vadbo priučena sposobnost. Ljudje beremo kakšnih 6000 letij, nekateri pravijo 8000 letij. Tudi če nekako konzervativno predpostavimo, da človeštvo obstaja samo 100 000 let, je naša vrsta 94% svojega obstoja preživela in ne le to, postala dominantna na svojem koščku vesolja brez branja. Obenem pa se je sama veščina branja skozi zgodovino močno spreminjala. Danes se nam zdi nekako samoumevno, da ko govorimo o branju, govorimo o tihem početju nekega posameznika, sedečega za mizo, ležečega v postelji, ki v rokah drži neko besedilo in dešifrira znake zapisane v njem. Nemški literarni zgodovinar in filozof Siegfried Schmidt je odkril in izpostavil dejstvo, da se je take vrste branje pojavilo šele v 18., potem pa razvilo v 19. stoletju. Kaj ti pravi Schmidt? Zato, da se tiho branje posameznika, ki bere za zabavo in užitek, razvije kot norma, morajo biti izpolnjeni vsaj 3 pogoji, in to je prvič dostopnost knjig, to se razvije s tiskom, pa še nekoliko kasneje, ko se malo sprosti monopol tiskarjev nad tiskom, razširjena pismenost, ko se uzakoni osnovno šolstvo, in prosti čas, torej ko je ekonomija tako razvita, takšna, da imajo ljudje nek prosti čas. In te kombinacije pogojev obdobja pred tem niso imela. Starogrški pevci rapsodij so epicitirali, to vsi vemo na glas.
Lirska poezija pa je pri Grkih sploh bila izven področja poetike, pravi Aristotel, na področju muzike, glasbe. Pesmi, recimo najboljše antične pesnice Safo, so se zmeraj pele, recitirale na glas ob spremljavi lire, zato lirska poezija, v druščini deklet njenega vzgojnega zavoda, torej v nekem javnem nastopu. V srednjem veku, ko je pismenost bila že še skoraj izključno omejena na samostane in univerze, so menihi brali na glas, ne potiho. To vemo iz Avgustinovih izpovedi, ko govori o škofu Anzelmu in z velikim začudenjem pravi nekako takole. Ko je Ambrož bral, so bile njegove oči zatopljene v besede, njegovo srce pa je iskalo pomen. Toda njegov glas in jezik sta ostala nema. V tem odlomku obstaja kup interpretacij, ampak meni se zdi najbolj zanimiva tista, ki opozarja na kontekst. To, da se je Avgustinu sploh zdelo pomembno omeniti, da je Ambrož bral potiho. Ker če bi to bila takrat običajna praksa, bi takšna omemba ali pa izpostavitev prav tega bila nesmiselna. Še potem, ko je branje že postala splošno razširjena veščina, to je do 18. stoletja ali v 18. stoletju so ljudje brali na glas v družbi, po gostilnah, delavnicah, drugih javnih prostorih. Brali pa so največ tri vrste knjig ali 3 knjige, Pratike, razne razglase in Biblijo. Nič več od tega. Šele pojav poceni tiska, širše pismenosti in prostega časa obenem pomeni tudi pojav branja za zabavo. Danes in pa pojav jasno fikcije vseh vrst. Danes si življenja brez branja ne moremo več predstavljati, zato merimo tudi različne vrste pismenosti, zlasti bralno pismenost, ki je za nas toliko pomembnejša. Pomembno jasno je, da znamo napisati kroniko, koledarje, matematične zapise, blagovne sezname. Pomembno je skratka, da znamo prevesti informacije v zapisano obliko in s tem prenesti skozi čas, ter te informacije jasno tudi razumeti. To je pomembno. Vendar to tudi ni nič presenetljivega, nič posebnega. Dejstvo je, da je branje, ki prinaša neko znanje v svetu, neke informacije, koristna veščina. Literarno branje, to je branje literarne fikcije, pa je druga zgodba. Literarno branje je branje literarne fikcije, ki je bodisi pripovedna, bodisi nepripovedna. Recimo lirska, pa dramatika je tudi nepripovedna. Imamo torej 3 značilnosti besedil, ki nas zanimajo. Fikcijskost, pripovednost in literarnost. Pripovedna so tista besedila, ki imajo nekega pripovedovalca, ki govori o nekem zunanjem ali notranjem dogajanju, dogodkih, ki so vzročno, posledično ali kako drugače povezani. Torej imamo neke romane, novele, tudi pripovedne pesmi. Definicija literarnosti je bolj zanimiva in tudi bolj problematična, ker obstaja več dobrih, nasprotujočih si opredelitev. Prvič, literarna se od faktičnih, neliterarnih besedil razlikujejo, ker presegajo horizont pričakovanja. To bi bila taka hermenevtična definicija. Drugič, ker jih bralci razumejo kot literarna, torej taka pragmatična in ker imajo posebne morfološke značilnosti. Ker, torej, preprosto povedano, vsebujejo pesniška sredstva, pesniški jezik. To bi bila pa formalistična interpretacija ali pa opredelitev literarnosti. Ostane še fikcijskost. Tukaj pa sem jaz povsem pragmatičen. Fikcijska so tista besedila, za katera bralci menijo, da niso resnične, da ne govorijo o nečesa resničnega v svetu. Torej, bistveno je, da jih bralci ne merijo z vatli ali ne merimo z vatli resničnega in neresničnega. Torej, vprašanje je, in vprašanje, ki ga imate tukaj na prezentaciji čisto na vrhu napisano, zakaj beremo izmišljena besedila, ki pripovedujejo zgodbo ali tudi ne, ki uporabljajo nenavaden, neobičajen jezik in ki ne prinašajo nobenih koristnih informacij o svetu, v katerem živimo.
Odgovor na to vprašanje se skriva v delovanju naših možganov. Branja, kot sem rekel, se ne naučimo skozi samodejno, kakor jezika, temveč skozi načrten učni proces, drugače ne gre. Jezika recimo se naučimo lahko tudi tako, otroci se ga lahko naučijo tudi tako, da zgolj prisostvujejo pogovorom odraslih. Brati se tako ne moramo naučiti, da samo gledamo, kako nekdo bere, ne? Drugače rečeno, za branje nismo predisponirani. Z neurokognitivnega vidika je branje proces, v katerega so vključeni številni možganski predeli od področja vidnega korteksa, jezikovnih področij, torej Broca in Wernike, potem pa primarni motorični korteks, deli čelnega režnja, frontalnega, prefrontalnega režnja in limbičnega sistema. Najbolje je, da to stvar pogledamo z časovne perspektive in ne se preveč ustrašiti te sheme, ker ni zelo zapleteno. Branje se ne prične šele v možganih, ampak v očesu, ker je mrežnica, kjer so receptorji za svetlobo, čepke in paličice. Del vidnega, to so v bistvu vidni živci, nevroni so že. In takrat se začne branje, to je čas nič, ko svetloba zadene mrežnico oziroma njeno središče, rumeno pego, in še bolj podrobno središče rumene pege, fovejo ali takšno jamico znotraj rumene pege. To je čas nič, čas začetka branja. Signal na to potuje po vidnem živcu do področja V1, kamor prispe po kakšnih v vidnem korteksu, kamor prispe po kakšnih 100 milisekundah. To je tukaj označeno z modro barvo. Tule v zatilnem režnju imamo vsi vidni korteks, to je del možganov, ki procesira vidne dražljaje. Vid pa je jasno dominanten čut pri človeku in zato je ta vidni korteks tudi tako zelo razdrobljen in razdeljen. To področje V1, tukaj označeno z modro, je nek transformator, ki pošilja signale dalje v več predelov vidnega korteksa, kjer se procesirajo barve, objekti, obrazi, orientacije in tako naprej. In med področjema za prepoznavo objektov in obrazov imamo vsi pismeni ljudje, pa tudi nepismeni ljudje, neko posebno področje, to je področje vidne prepoznave besed ali z bolj neposrednim prevodom vidno področje oblikovanja besed, kjer se prepoznajo polnopomenske besede, ne pa tudi naključni zbiri črk. To se zgodi do nekje 150 milisekund po dražljaju in to je tukaj označeno z rdečo. Dalje signal potuje po temporalnem polu oziroma senčnem polu, tukaj je označeno z zeleno barvo, do področja Broca, kjer poteka procesiranje sintakse, ter področja Wernike, kjer poteka procesiranje semantike v nekem stari terminologiji, še z 19. stoletja, sta ti dve področji tako imenovani. Danes sicer vemo, da ni čisto tako, no? Da so še kakšna druga področja, tudi v sintakso in semantiko, njuno procesiranje vključene, ampak načeloma so se ta poimenovanja še do danes obdržale. Sta se obdržali pravzaprav. In nazadnje, to se zgodi tam do 300 milisekund po dražljaju, in nazadnje med 300 in 500 milisekundami po dražljaju poteka celostno semantično procesiranje, kamor je vključen predvsem kontekst. Torej, ko mi že nekako poznamo pomen besede, se vključijo še naši spomini, pa motorična področja v primarnem motoričnem korteksu, spominska področja, tako da pravzaprav delujejo skoraj celi možgani. Šele po pol sekunde se zavemo, kaj smo prebrali. Torej, zavest pride zmeraj po pol sekunde je tudi pri drugih modalitetah, torej pri vonju, pri tipu in drugih čutih, pri vseh čutih. Čas, ki ga možgani potrebuje, ki ga naše telo potrebuje, da se zavemo doživljaja. Drug časovni okvir ali način gledanja na branje je, da preverimo, kako se giblje naša pozornost
med branjem, torej kako se gibljajo oči. To je relativno dobro raziskano in zelo zanimivo področje nevrobiologije branja. Nevrobiologije zaznave celo. Branje ne poteka kot seštevanje znakov, torej ni linearno seštevanje znakov, ampak poteka skozi proces menjave, napredovanj ali preskokov in osredotočenj ali fiksacij. Spodnja slika na levi kaže prav to. Čas, ki ga potrebuje oko, da najdemo primerno točko fiksacije in pripravimo premik za napredovanje na njo, obsega tam od 175 do 200 milisekund. Napredovanja trajajo od 30 do 50 milisekund in med njimi je vidna zaznava potlačenja. Torej, ko mi z ene točke na drugo skačemo, z ene besede na drugo, vmes v tistem obdobju, ko se pozornost premakne, mi slabše vidimo, kar je na nek način logično, da ne bi pridobivali nekih informacij, ki bi motile branje. Fiksacije ali obdobje osredotočenosti pa trajajo tam od 200 do 250 milisekund. To je časovni okvir branja in ker je tako pomemben, sem vse te časovne determinante tudi posebej izpostavil. Ker to ni samo časovni okvir branja, ampak je časovni okvir še drugih reči. Kognitivnega procesiranja med branjem, obenem pa ta polovica sekunde določi tudi prostorsko determinacijo branja. Torej, nevrofiziološka značilnost trajanja napredovanj pomeni obenem tudi okvirno prostorsko določilo dolžine premika pozornosti. To je približno 10 znakov, se premaknemo v tem obdobju naprej. Naše oko lahko med branjem natančno zazna 4 do 5 znakov, potem pa ostrina vida v vse smeri lepo enakomerno pojenja. To kaže prva slika zgoraj levo. Samo tista svetloba, ki pade res neposredno v rumeno pego oziroma njeno središče foveo, v to jamico, daje jasno sliko. Kar pade na bližnje dele mrežnice, imenujemo parafovealno področje in to je parafovealni vid, potem pa še perifovealni vid. To pa potem vidimo za enakomerno pojemajočo ostrino. Toda ne med branjem, kar kaže slednja slika na levi strani. Med branjem ne vidimo enakega števila parafovealnih znakov v obe ali celo vse smeri, še gor dol. Temveč 10 do 12 parafovealnih znakov v smeri branja ter le 2 ali 3 znake v obratni smeri, v nasprotni smeri branja. Te nevrobiološke okoliščine določajo še nekaj drugih temeljnih kognitivnih procesov pri človeku, na primer naše doživljanje časovnosti in naše doživljanje vzročnosti. Kaj je storil fant na levi sliki? Ali je roko iztegnil ali je roko skrčil? Zaradi našega branja iz leve proti desni se nam zdi in bi to sliko narativno interpretirali zmeraj, kot da je roko iztegnil. Drug primer je pa v bistvu Žižkov, ampak nič zato, kljub temu je v redu primer. Namreč, kam gleda diktator? Žižek pravi, kam gleda Stalin. Gleda zmeraj v prihodnost, torej iz leve proti desni. Zakaj pa nisem Žižkovega primera v resnici uporabil, pa je to, da sem šel dejansko pogledati, kam gleda Stalin na teh svojih portretih in večinoma gleda v preteklost, torej v drugo smer. Zato sem vzel tega diktatorja. No, kakorkoli, mimogrede, a vas je zmotilo, da sem začel govoriti o tem slajdu sliko na levo spodaj? Če vas je to zmotilo, vas je zmotilo zaradi tega, ker ste navajeni brati od leve proti desni in od zgoraj navzdol. Iz tega si v bistvu velja zapomniti 3 reči. Prvič, branje ni le nek abstrakten proces, ampak je telesno doživetje. Doživetje, ki ima potencial vzbujanja čustev in občutkov, empatičnega doživljanja, samorefleksije in refleksije nasploh. Branje doživljamo telesno, zato prek procesov zrcaljenja in empatije nosi potencial doživljanja
čustev, občutkov, misli, želja in prepričanj nekoga drugega. Drugič, zato, da se zavemo pomena branja, imamo pol sekunde časa. Zmeraj po pol sekunde. Smisel učenja branja je namreč, ali pa zlasti v tem, da se vsi ti potrebni kognitivni, čustveni in spominski in vsi drugi procesi izvedejo dovolj hitro, sicer branje ne steče tekoče. In zato je najvažnejše tisto področje vidne prepoznave besed, in glavni smisel učenja branja je v bistvu, da se to področje ustvari. Ker to je področje, kot sem rekel, ki ni primarno namenjeno branju. Ti nevroni spremenijo svojo namembnost, temu rečemo tudi nevronsko recikliranje. Najprej primarno so namenjeni prepoznavi obrazov in objektov in potem spremenijo svojo namembnost, postanejo nevroni, ki prepoznavajo polnopomenske besede. In je naključno jasno, da gre tu za kombinacijo teh dveh prepoznavi objektov in obrazov, zato ker smo ljudje najbolj v resnici pripravljeni prepoznavati, ali pa za nas je najbolj pomembno prepoznavanje obrazov drugega človeka. Tu je vid izredno natančen. Zelo dobro prepoznavamo čustvena stanja, počutje, mišljenje drugega že na podlagi obrazne mimike. In to neko nevrobiološko značilnost zaznave izkoristi učenje branja, da se ustvari, da se naredi to področje vidne prepoznave besed. Kar drastično jasno skrajša čas procesiranja. Ker ko enkrat naši možgani, ne pa šele mi, po 150 milisekundah od dražljaja vedo, da je to neka polnopomenska beseda, pošiljajo signale točno v tista področja, Broca, Wernike in tako naprej, ki so pomembna, ker se za procesiranje jezika, ki procesirajo jezikovne informacije. Če ne, bi podatki šli v razne druga področja po možganih in bi čas procesiranja bil predolg, ne bi mogli takoče brati. No, tretjič, široka porazdeljenost nevrokognitivnih procesov po celotnih možganih, od limbičnega sistema do neokorteksa, pomeni nazadnje številne možne doživljajske kombinacije branja. Branja se med seboj razlikujejo, in sicer zaradi trojega. Zaradi značilnosti besedila, vsi teksti pač niso enaki, niti niso iste vrste. Drugič, zaradi osebnih značilnosti bralca. In tretjič, zaradi zunanjih okoliščin oziroma konteksta branja. In vse to ima za literarno branje, za branje literarne fikcije, pomembne posledice. Besedila so, kot sem že rekel, fikcijska ali nefikcijska, torej govori o resničnih rečeh ali pa o izmišljenih rečeh. Vsaj tako lahko menimo bralci. Čeprav zelo pogosto jasno ločnice ni povsem jasna, recimo avtobiografski romani pa zgodovinski romani sta že dve vrsti mešanega žanra, pol fikcijsko, pol nefikcijsko. Vseeno pa je pomemben ta pragmatični vidik. Kaj bralec misli, da bere? Fikcijskost v tem smislu v bistvu ni lastnost besedila, ampak je bolj perspektiva ali stališče, ki ga privzema bralec do besedila. Ulrike Altmann je s kolegi dokazala, da branje istega besedila, če je brano kot fikcijsko ali kot nefikcijsko, torej faktično, bistveno drugačno. Istega besedila. Ugotavljajo, da so aktivacije premotoričnega korteksa in cerebeluma, ki so močnejše v branju resničnih zgodb, verjetno del sistema zrcalnih nevronov. Obenem ugotavljajo tudi, da te aktivacije kažejo, da bralec med branjem zbira informacije, dopolnjuje svoje znanje in da so močneje vključeni procesi spominjanja in pomnjenja, še posebej avtobiografski spomin, epizodični spomin, torej, in prepoznavanje resničnosti in samonanašalnosti. Temeljna značilnost modusa faktičnega, nefikcijskega branja je zato
simuliranje procesov bistveno povezanih z dejanji in njihovimi rezultati. Gre pa za usmerjenost najprej v iskanje podatkov, pomnjenje in predvsem preverjanje značilnosti, resničnosti podatkov, ki jih preberemo. Pa jasno potem relevantnost teh podatkov za nas. Ob obratnem pogoju, to je ob prepričanju bralcev, da berejo fikcijsko, izmišljeno zgodbo, pa so zaznali višjo stopnjo aktivacije v desnem prefrontalnem korteksu, srednjem in posteriornem korteksu, cingulátnem korteksu bilateralno in desnem dorsalnem posteriornem cingulátnem korteksu. Ni pomembno. Je še en kup nekih drugih področij, ki so tu važne. Pomembno pa je, da tak modus branja pomeni sproščeno branje. Velik del teh področij je del tako imenovanega normalnega omrežja. Anteriorni cingulátni korteks povezujejo z delovnim spominom, pozornostjo, nadzorovanjem zaznave bolečine. Obenem pa je občutljiv na čustveno valenco. Čustvena valenca pomeni, da doživljamo nekaj pozitivno ali negativno, ne? Torej ima neko označenost, čustvenost. Obenem ugotavljajo, da je delovanje anteriornega cingulátnega korteksa v povezavi z levim lateralnim prefrontalnim korteksom povezano z regulacijo čustev, še posebej nadzorom negativnih čustev. Sklepajo torej, še malce preskočim to latovščino, da je zveza teh področij pravzaprav odgovorna za konstruktivno simulacijo vsebine. Branje besedila z zavestjo o njegovi fikcijskosti presega zgolj zbiranje informacij. Bralci zaznavajo dogodke v fikcijski zgodbi kot možnosti, kako bi nekaj lahko bilo, kar vodi k aktivni simulaciji tistega, kar preberemo. Fikcijskost je nek katalizator, ki omogoča, da se besedilo prepustiš kot besedilo, ne da bi te moralo skrbeti, kako se nanaša nate v resničnem življenju. Nekateri to imenujejo stillness, umirjenost, tradicionalno bi rekli brezinteresno ugajanje, to bi rekel Kant, ali pa estetski odmik. Vsekakor je mogoče skleniti, da smo med branjem faktičnih besedil bolj osredotočeni na podatke in avtobiografske vidike pripovedi, med branjem fikcijskih besedil pa medosebne razmerje in duhovne ter duševne vsebine, to so želje, intence, občutja literarnih oseb ali pa pripovedovalcev. To je že nek morda pomemben znak, zakaj je branje fikcije v pedagoškem smislu ključna vzgojna strategija. Drug vidik branja literarne fikcije, katerega učinke je treba omeniti, je pripovednost ali narativnost. Ker niso vsa literarna besedila pripovedna in tudi vsa pripovedna besedila niso literarna, niti fikcijska, se je treba vprašati, ali se je smiselno vprašati, kako deluje narativnost, kako vpliva na literarno branje. Zdaj, ta naratologija opredeljuje pripovednost, narativnost kot način tvorjenja zgodbe, ki vključuje pripovedovalca, in to je verjetno ključno, literarne osebe ali karakterje ter zunanje ali notranje dogodke, ki so med seboj tako ali drugače povezani. Pripovedi se razlikujejo od drugih vrst besedil, recimo od opisov ali pa od lirskih izpovedi, ki so tudi lahko literarna ali pa fikcijska. Obenem pa na primer zgodovinske in biografske pripovedi niso nujno fikcijske. Raziskave in teoretični modeli kažejo, da ima pripovednost, narativnost pomemben učinek na branje, ki pa ga je morda nekoliko težje ločiti od učinkov fikcijskosti in literarnosti. Pripovednost namreč zagotavlja transportacijo, imerzijo, potopitev v zgodbo, katere bistvena posledica pa je identifikacija bralca z literarnim likom, pripovedovalcem, osebo. Če je zgodba napisana dobro, vzbudi naše zanimanje, nas pritegne do te mere, da lahko celo pozabimo na svojo okolico in povsem pademo noter. To je učinek narativnosti. Oziroma narativnost pri tem pomaga. Ni pa še povsem jasno,
kateri vidiki pripovednosti koristijo ali učinkujejo na kak način. Recimo, Franz Stanzel, po katerem je naš najbolj znan komparativist Janko Kos prevzel bistvene dele svoje tročlene tipologije pripovedovalcev, je menil, da se najlažje poistovetimo, identificiramo s prvoosebnim pripovedovalcem, potem pa z drugoosebnim pripovedovalcem ali tipom pripovedi, bolje rečeno. Neurokognitivne študije pa so pokazale, da je imerzija pogostejša in učinkovitejša pri tretjeosebnih tipih pripovedi, še posebej, če imamo tretjeosebnega pripovedovalca, ki govori o nekih drugih osebah, literarnih junakih. Če je učinek narativnosti višja stopnja v besedilo, je posledica tega potem višja stopnja empatičnega doživljanja bralca. Tudi te ugotovitve imajo pomembne pedagoške posledice, lahko si predstavljamo. Literarna pripovedna fikcija je namreč zaradi učinka narativnosti najboljše orodje tvorjenja empatičnih vezi do drugega. Po drugi strani pa je seveda enako nevarno orodje ideološke indoktrinacije pri vzgojenega strahu pred drugim. Kolegi na Nizozemskem recimo so ugotovili, da je branje prvoosebne pripovedi o ženski, ki se v tradicionalni islamski družbi bori za boljši družben položaj žensk, mnogo učinkovitejša kot pri vzbujanju empatičnega odziva bralcev kot esej, ki analizira sekundarni položaj žensk v isti družbi. Druga študija je ugotovila, da so ljudje, ki več berejo literaturo, literarno fikcijo, ne pa tudi neliterarna besedila, v povprečju boljši prepoznavajo počutja drugih. Torej tisti, ki so se boljše odrezali na testu ART, Author Recognition Test, torej preizkus poznavanja, prepoznave avtorjev literarnih besedil, tisti so bili boljši, so imeli višje rezultate tudi na Mind in the Eye testu, torej prepoznavajo čustev drugega na podlagi zgolj videnja, pogleda oči. Literatura nas torej resnično dela bolj dojemljive za počutje drugega. Zadnji vidik literarnega branja, ki bi ga omenil, je literarnost. Povedal sem že, da obstaja kup definicij literarnosti. Za neurokognitivno literarno vedo niso vse enako koristne, najprikladnejša je formalistična, ki kar se da natančno opredeli svoje pojme. Bistvo literature po tej definiciji je literarnost in pomeni pesniško rabo jezika, ki je drugačna od običajne in nam omogoča videti običajne reči v novi luči. Najboljši primer, ki ga navaja avtor te teorije, ruski formalist Viktor Šklovskij, je iz Tolstoja in to je Tolstojeva mladostna slika. Vsi ga imamo v mislih kot tistega starega moža z dolgo sivo brado, no tak je bil, ko je bil nekoliko mlajši. In ta primer imam tukaj na prezentaciji tudi izpisan. Bom kar prebral. Kar sta govorila o šibanju in krščanstvu, sem dobro razumel. Toda takrat mi je bilo še povsem neznano, kaj neki pomenijo besede svojemu, njegovemu žrebetu, iz katerih sem spoznal, da ljudje slutijo nekakšno zvezo med mano in konjušnikom. V čem je ta zveza? Tega tedaj nikakor nisem mogel doumeti. Šele veliko pozneje, ko so me oddelili od drugih konj, sem spoznal, kaj je to pomenilo. Tedaj pa mi vsekakor ni šlo v glavo, kaj ne bi pomenilo to, da so rekli, da je človek moj lastnik. Besedi moj konj, nanašajoči se name, na živega konja, sta se mi zdeli tako čudni, kakor besede moj svet, moj zrak, moja voda. Torej, vidimo, da je ta novela Platnomer napisana z vidika konja in konj je tudi glavni junak te novele. V čem pa je literarnost? Kaj pa je učinek? No, do tega pridem kmalu. Znano je, da je Roman Jakobson v svojem komunikacijskem modelu govori o poetični funkciji sporočanja, ki jo ima neko sporočilo prevladujoče takrat, ko pozornost obrača samo nase, na samo sporočanje. To je po nekem drugem praškem strukturalistu Janu Mukarovskem možno na 3 načine.
To so trije načini literarizacije besedila ali literarizacije literature. Fonetična, gramatična in semantična. Fonetični način literarizacije so glasovna sredstva, rime, asonance, aliteracije in tako naprej. Gramatična sredstva so paralelizmi, eliptični stavki, vrstni redi besed in tako dalje. Semantična sredstva pa pomenijo metaforičnost, nasploh rabo metaforičnosti. Se mi zdi, da je to tisto, kar je Tolstoj tukaj uporabil. K tem načinom literarizacije je verjetno možno dodati vsaj še fokalizacijo kot neko naratološko prvino, ki tudi tako deluje, pa premestitve tem iz enega v drug kontekst. Skratka, vsa jezikovna sredstva, ki delajo besedilo nenavadno, drugačno, ki nasprotujejo, kot pravi sam Šklovski, avtomatizaciji. In na temeljno posledico te značilnosti literarnih besedil opozarja še Šklovski, ko pravi, da nas literatura obudi iz mrtvila vsak dan. Neko običajno reč, na primer lastnino, v Tolstojevem primeru nam pokaže v novi luči, kakor da smo jo uzrli prvič, s čimer zbudi posebno intenzivno občutje. Zdaj, ta odlomek je dober, zato ker nas zelo jasno postavi pred vprašanje, kaj je to lastnina. Da lastnina očitno ni nek, pravi Tolstoj, ni nek naravni zakon, ne obstaja od zmeraj, je človekova iznajdba in zakaj je takšna, kot je, kakšne posledice to pri človeku pusti. In zato, da bi to izrazil zame za pripovedovalca konja, naredi neko tako metaforično, v smislu metaforičnosti, v najširšem pomenu te besede, preobrazbo. Ampak kakšno je to občutje, ki nam ga zdaj ta platnomerk, ta konj, ki govori, vzbudi? Don Kuijken in David Mial sta ugotovila ali pa menila, da je to občutje pač empatija, da zdaj mi doživljamo neko čustveno povezanost z njim. In sicer predvsem kognitivna empatija, teorija uma. Kognitivna empatija pomeni, da vemo, kaj čuti nekdo drug. Če je nekdo žalosten, da je žalosten. Teorija uma pa pomeni, da imamo neko predstavo o tem, kaj drug misli, kakšne načrte ima, kakšne cilje, pričakovanja ima. Zdaj, ta raziskovalca menite, da literarizacija vzbuja mišljenje o počutju drugega, torej, da mi zdaj razmišljamo o tem, kako se ta platnomer, ta konj počuti, in tudi o njegovih željah, predstavah in ciljih. Da gre torej ta reč zelo na nek način refleksivno skozi. To predvidevanje ima neko težavo, ne upošteva dovolj utelešene narave našega doživljanja, kar pa pomeni, da za empatijo potrebuješ ti bližino identifikacije, tisto, kar sem že imenoval kot značilnost ali pa posledica narativnosti. S pripovedovalcem literarno osebo, zgodbo in situacijo se je treba poistovetiti. Medtem ko usmerjanje pozornosti k tehniki pisanja, to, kar je posledica literarnosti, literarizacije, k novim presenetljivim vidikom vsebine, deluje obratno. Lahko empatično doživljanje celo zmanjša. Amy Koopman je v eksperimentu, v katerem so 3 različne skupine ljudi brali isto besedilo, ampak v prvem primeru močno literarizirano, z veliko pesniškimi sredstvi, v drugem srednje literarizirano in na zadnje popolnoma neliterarizirano, brez kakršnekoli fonetične, gramatične ali semantične literarizacije, je ugotovila naslednje. Da največ empatičnega doživljanja omogoča srednja stopnja literarizacije, ne torej preveč, ker preveč pomeni že prekinjanje imerzije, prekinjanje potopitve, prekinjanje identifikacije, da pa največ modus branja z največ literarizacije, z najbolj literariziranega besedila, tvori ali pa pomeni najvišjo stopnjo refleksije, najvišjo stopnjo samorefleksije.
Torej, to usmerjanje k temu, da zdaj tukaj pri Tolstoju govori kon in da kon vidi svoj svet nekako drugače, nas ne vodi do tega, da se mi zdaj s tem platnomerom identificiramo, ampak da začnemo razmišljati o tem, kakšen pa je naš svet. Ali je naš svet tudi tak, da ni nujno lastnino razumeti kot najpomembnejšo stvar na tem svetu. Kaj zdaj to po slovensko pomeni? Besedila, ki so močno literarizirana, tako da je njihovo branje oteženo, da nas soočajo z nenavadnimi stavki, temami, besednimi zvezami, metaforami in tako naprej, pri bralcih vzbujajo razmišljanje, ne pa empatije ali celo sočutje. To je morda v gledališki praksi najbolj vidno. Imamo predstave različnih vrst, od romanc do praktično aktivističnih, angažiranih performansov. Romance s tekočim ritmom, zasnovo, predvidljivim zapletom, vrhom in srečnim koncem temeljijo na stereotipnih reprezentacijah dramskih oseb, njihov smisel pa je gledalčevo sočustvovanje z usodami junakov in pa jasno zadovoljstvo ob srečnem koncu. Angažirane predstave nasprotno pa so bolj postdramska besedila, bi se temu reklo, ne uporabljajo stereotipnih oseb, nimajo jasne in zmeraj razumljive zgodbe, gledalce nagovarjajo v njihovi vsakdanji politični resničnosti, uporabljajo neobičajen jezik, razdrobljen jezik, včasih vulgaren jezik, filozofski. Njihov smisel je vzbuditi gledalčevo razmišljanje o nekem problemu, razmišljanje o tem, kaj počne v tistem trenutku v gledališču, smislu gledališkosti nasploh in tako naprej. Zato so za nas te modernejše predstave včasih neprijetne, načrtno neprijetne. Naredimo sedaj sintezo. Kako je torej z branjem romanov, kako je z branjem literarne fikcije? Nizozemski komparativist Frank Hakemulder pravi, ki sem ga že citiral, pa ga nisem imenoval, ampak v redu, pravi, da je literatura moralni laboratorij družbe. S tem se pravzaprav strinjam. Literatura nam odpira možnosti za to, da življenjski položaj nekoga drugega, ki je bistveno drugačen od nas, ne le razumemo, temveč prek empatičnega doživljanja podoživimo. Na začetku sem rekel, da fikcija ne prinaša nobenih resničnih dejstev o svetu. To ni čisto res. Res je, da je ne merimo z vatli resničnega ali neresničnega, toda medosebna razmerja, cilji, namere, želje, čustva, občutki, ki jih vzbuja ali pa ustvarja literatura, so resnični. Če več beremo, si izboljšamo besedišče, obogatimo zaklad možnih načinov konceptualizacije, torej razumevanja sveta, čutenja sveta. Predvsem pa podoživimo življenje množice literarnih likov, junakov, besedil, ki smo jih prebrali. S tem branje literature ne bogati le življenja slehernega posameznika med nami, temveč prav literarna fikcija, ne pa tudi kakršnokoli drugo branje, krepi našo empatično zmožnost in našo kognicijo, torej miselne sposobnosti. To je ne nazadnje pomembno tudi v luči staranja prebivalstva, izogibanja demencije in Alzheimerjeve bolezni in tako naprej. Torej, literarno branje literarne fikcije pomaga pri tem. V tem je moč literature in v bistvu samo literature. Že branje neliterarnih besedil nima takega učinka, sploh pa ne konzumacija drugih vrst fikcije, naprimer televizijske fikcije. To se zdi zanimivo, najbrž pa je odgovor v tem, da gledanje televizije ali pa gledanje filmov, ki so neke vrste literarna fikcija, ne filmska fikcija, zaradi dominantnega čuta vida preveč okupira naše možgane
ker dobimo preveč vizualnih informacij, da bi lahko dosegli neko enako stopnjo konstruktivnega sodelovanja, torej, da bi vložili enako količino kognitivnega dela v procesiranje, kot ga moramo storiti med literarnim branjem. Torej, televizija poleni naše možgane, preprosto povedano, branje pa jih trenira. Ljudje so že zmeraj vedeli, da literatura deluje. Sedaj vsaj v najsplošnejših obrisih vemo tudi, kakšne odzive točno sprožajo različni vidiki literature, fikcijskost, literarnost in pripovednost. S tem znanjem, predlagam, lahko pristopimo k bralcem. Predvsem pa se mi zdi k tistim, ki v naši deželi odločajo, kak bo šolski pouk slovenskega jezika, kako bo knjiga obdavčena, kako se bo vzpodbujala literarna produkcija in literarno branje, in jasno povemo, več književnosti, več književnosti, več književnosti. To je vse. Hvala za enkrat.